Jezus je uporabljal preprost jezik, zato se je posluževal tudi podob iz vsakdanjega življenja, na način, da so ga z lahkoto vsi razumeli. Zato so ga radi poslušali in cenili njegovo sporočilo, saj je prihajalo naravnost v srce. To ni bila težko razumljiva zapletena govorica, ki so jo uporabljali takratni učitelji postave in je ni bilo mogoče dobro razumeti, saj je bila to trda govorica, ki je odbijala ljudi. S to preprosto govorico pa je Jezus skušal razložiti skrivnosti Božjega kraljestva. To ni bila zapletena teologija. S temi besedami je papež Frančišek začel podanski nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 15. nedeljo med letom, na katero letos pride praznik Karmelske Matere Božje. Primer takšne govorice je današnji evangelij. Prilika o sejavcu. Sejalec je Jezus. Ob tej podobi opazimo, da se predstavi ne kot nekdo, ki se vsiljuje, temveč kot nekdo, ki se ponudi. Torej nas ne pritegne s tem, da bi nas osvojil, temveč nas sprašuje. S potrpežljivostjo in velikodušnostjo razširja svojo besedo, ki pa ni kletka ali past, temveč seme, ki lahko obrodi sad. Na kakšen način obrodi sad? Če ga sprejmemo. Zaradi tega se prilika tiče predvsem nas, saj govori bolj o terenu kot o sejavcu. Jezus odejanji, če tako rečemo, duhovni rentgenski posnetek našega srca, ki je teren, na katerega pade seme besede. Naše srce kot teren je lahko dobro in tedaj beseda obrodi sad, in to veliko. Lahko pa je tudi trdo, neprepustljivo. To se zgodi, ko slišimo besedo, a ta se od nas odbija kakor od poti, ne more vstopiti. Med dobro zemljo in potjo, če vržemo na primer seme na tlakovce, se ne bo nič zgodilo. Sta še dva vmesna terena, ki jih v različni meri lahko imamo v sebi.